Ko so angeli šli od pastirja v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: pojdimo torej v Betlehem pogledati to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so ga poslušali, so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. To je Kristusov evangelij. Tebi, Kristus. Božični praznik je tako poseben, da je zaznamovan s 4 različnimi mašami. Tako je na Sveti večer že kot pričakovanje rojstva, potem sveta maša o polnoči kot začetek praznika in skrivnost odrešenja, današnja pa zorna maša, tista jutranja maša, v kateri se spominjamo pastirjev, ki so morda še v mraku, ko se je svitov dan hiteli iskat novorojenega. In kasneje, čez dan, sledi tudi dnevna maša kot odmev vsega tega dogajanja. In če ima praznik tako razdeljeno po času obhajanja bogoslužja, je tudi lahko evangeljsko sporočilo kot ena celota, čeprav ga poslušamo pri različnih svetih mašah. In če grem še en dan nazaj, včeraj kot zadnji dan Adventa, ki nakazuje rojstvo Jezusa Kristusa, je bilo v Božji besedi, kako je angel prinesel sporočilo o znanilo Mariji. Zvečer, na sveti večer, tudi angel prinesel znanilo, ampak ga prinese Jožefu. Danes zjutraj pa slišimo, kako angel prinesel znanilo pastirjem, ki so bili tam kot po noči bolj kot stražarji in so pazili na ovce pred tatovi ali kakšnim drugim nenamirnim dobrim dejanjem. In ti preprosti ljudje, ki so bili ponovadi v tistem obdobju kar taki bolj grobi, zato ker na začetku je bila še služba pastirja kot neka zaposlitev, kasneje delo opravljajo najbolj ubogi delavci. Običajno ne pasejo niti svoje črede, ampak so kot najemniki bogatejših. In ti pastirji so bili ponavadi tudi grobi, ostri, ker so odganjali vsiljivce, tudi tatove, pa tudi dostikrat je lahko prišel spor prav med njimi. Zaradi paše, ker s slabo pašo so bili kaznovani od svojih gospodarjev. In tem ljudem, tem moškim, ki so živeli na tako trd način, je prišel angel in jim oznanil veliko veselje. Danes se vam je rodil zveličan Gospod. In ti ljudje so ustali in šli iskat, kje je ta Gospod, ki je rojen. Ti trdi ljudje so edini dali primerno zatočišče v tej noči, da se je rodil Jezus Kristus. Več kot toliko ne vemo o teh pastirjih,
ampak skozi zgodovino krščanstva so se oblikovale tudi razne pripovedi, tudi o pastirjih. Ena od takih pravi, kako so pastirji, ki so bili obveščeni od angelov, da se rodi odrešenik, so odločili, gremo do njega, prinesemo mu darila in so iskali tisto, kar je bilo najbolj primerno ali dragoceno v tej skromnosti. Pa je eden od pastirjev bil v hudi stiski, ki ni imel prav nič. In drugi se že odpravljajo, razmišljajo, ne ostanem tukaj ali naj grem, pa je šel, brez vsega je šel z drugimi. In ko so srečali Marijo, Jožefa, majhnega Jezusa, seveda, da Jezus ni mogel sprejemati tistih darov, ampak jih je sprejemal Jožef, zato ker je on skrbel v tistih prvih urah, ker je imel Jožef že nekaj pri sebi teh darov, so se obrnili k Mariji, naj še ona sprejme. Marija pa v naročju Jezusa glih skrbi za njega, kaj ni naredi, in v tistem trenutku Jezusa da v roke temu pastirju, ki nima nič, ki je praznih rok, njemu izroči, naj popazi, naj podrži, da lahko sprejme ta darila. In ta zgodba se mi zdi tako močna in globoka. Človek je pogosto tak, kot ta pastir. Ko prihajamo tukaj v svetišče, prihajamo praznih rok. Kaj ne bo tisto, kar bi bilo vredno za Boga? In ko pridemo sem praznih rok, takrat lahko Bog nam da tiste darove, ki jih potrebujemo. In tudi mi smo zbrani tukaj v cerkvi, tako kot ta pastir, praznih rok. Prišli smo sem. Samo prišli smo, zato da bi bili tukaj pred Gospodom, ga počastili. Ob tem pa ne bo prošnja, naj nam daruje tisto, kar je Božjega. Naj nam da svojo svetost, naj nam da svojo modrost za življenje, naj nam da svojo bližino, da nas spremlja, da prihaja kot močni Bog, kot čudoviti svetovalec, kot knez miru, kot Kristus Gospod. Prav ta oznaka, beseda, imenovanje je dano po evangelistu. Jezus prihaja kot Kristus Gospod in takrat, ko so slišali prvi kristjani to besedo, so močno začutili, Kristus Gospod ni samo Davidov potomec, kot vladar Izraelov, ampak je odrešenik. In ko prihajamo na njegov rojstni dan v to svetišče, ga prosimo, naj nas na naši poti življenja spremlja kot odrešenik, kot Kristus Gospod.